The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Ti tečeš. Laufa, akcija, živijo sončki, dobrodošli nazaj, še en kolesarski človek, danes z mano spet Petra, spet sem dobil ta najboljšo kavico iz Velobara. Malo je že zdaj postana, ko stok časa se pripravljal. Tako da, evo, danes akcija zamujava, tako da najprej moram povedati, Tour de France je kle, itak že vsi veste, ne, tega vam ne rabim zdaj ponovno govoriti, ampak vsak let v času Tour de France mi pripravimo neki akciji, tako da zdaj, ko vi to gledate, ste dobili tudi mailing, čelade, očala, majice, okvir, se pravi vse, kar se dniša tiče, obroči pa hlače, vsak, ki naroči to, dobi zraven 2x bidon gratis. Majice so po 90 €, hlače STR črne so 160 €, moške in ženske. Obroči so dodatno minus 10 off, pa okvir oziroma komplet kolo je tudi 10 off. Tako da, evo, to je to, kar imam zapovedati, kar se tiče v akciji. Zdaj, itak so že čelade pa očala, so pa itak že toliko vrang znižene, da joj. Pol pa še, vsi, ki ste v klubu, najbrž še polka enih stvari se pripravlja na spletno stran gor, v soboto imamo pa izlet, se pravi na Golte, imate na spletni strani označen, pofočkite se in se vidimo v soboto, ja. V Polzeli. Ja, pa akcija. Tako da pridete tudi še Matej Lovše, pa Miran, tako da jaz mislim, da vas bo kar nekaj prišlo zraven, lahko boste njiju dva še kaj vprašali, ja, malo več stvari vesta še, pa mogoče dobite kakšen dober nasvet, kar se treningov tiče itd. Tako da, evo, to je to. Kva, mi dva danes govorila še o čem drugemu kot v turu, a ja, mava en kolo mava še za ocent? A greva najprej čez vse malenkosti čez, pa pol šla na tur? A imaš sploh kaj drugega še? V bistvu, če si že ti vse akcije povedal, lahko k nam pridete pa v lokal gledati tur, ki ga gledamo vsak dan, pa je zanimiv, zato ker pol komentiramo, pa tudi vi lahko kaj pokomentirate zraven, pa mislim, da glede na letošnjo zanimivo dogajanje, ker bo kar pestro, mislim, da te komentarji sam še popestrijo lahko vse skupaj. Tisti, ki boste najbolj pridno gledali z nami, imamo tudi vedno kakšne presenečenja, kakšne nagrade. To soboto smo imeli krasen izlet, to lahko tudi poveva, da meni je bilo spet ful dober, tudi bila je lepa trasa, šli smo na Jezersko, gore je bilo tako kar prijetno, podbrali smo se čez tole Možjanco, ki mislim, da bo zelo zanimiva, zelo zanimiv klanc na Evropskem prvenstvu in zanimiv klanc na Letapu, tako da moram reči, da je kar oštar. Ne, Letap gre kontra gor. Ja, sej, ampak iz obeh strani je razred zase. Iz te strani, ko smo šli gor, je to, da je pač še vroč klanc, čeprav takrat, ko je Evropsko prvenstvo ni več take vročine, ampak za Letap je pa že lahko vročina, tako da kontra gre pa po senčnem delu, tako da je vsaj to eden plusov. Ampak ni toliko problem, ta strm del problem je, ker tudi pol, ko prideš gor, se ne konča, ampak je skozi še gor pa dol, ne. In tudi oba spusta na eno in na drugo stran sta kar tehnična, tako da bojo tudi spusti, mislim, da kar problematični, oziroma bo se treba kar čuvati. Je pa nevarno, ne, kaj strmo, brzino. Se pravim, da sta tehnična in nevarna spusta oba dva, tako da takega gremo mi, se mi zdi kontra, da je še hujša varianta in klanca je velik in spust je še bolj zoprn, še bolj tehničen, kakor je tako, ko ga bodo na Evropskem pelali, ker je vse en par tistih ovinkov dol, pole pa letijo, ne, praktično naravnost mimo gondole. Tako da ja, kar dobro so tole zasolili, mal me skrbi pa za Letap, no, ta klanc, pa ne mene, da bi mene skrbel, ampak iz vidika varnosti me kar skrbi ta klanc, no. Ja, ko brzina tam po moje je ja, lahko. ne vem, bom Andyja vprašala, ko bova govorila, kako da so se odločili za to.
pač, ja, super je, ker bo naredil še neko dodatno selekcijo, ki je bila na Šentjurški gori zelo majhna in so se potem iz tistega spusta vsi dol usul, ker so hoteli ostati v grupi, še vedno bo to ustajalo, ampak tam je navaren ovink je že ta desno, v Cerkljah v bistvu, kjer bo treba zelo ostro desno zaviti gor na klanc in ta spust potem proti Preddvoru je pa res tehnično zahteven. Tako da mislim, da glede na to, da je to na kratki trasi, kjer je veliko materijev, veliko kolesarjev, ki se mogoče ne vozijo veliko, bo to zelo, zelo nevaren spust. Ja. Meni je čuden, da se rečemo za krajšo traso, da se kaj tazga Ja, meni sploh tudi, še naredi. Tako da sem bila... Ni mi glih najbolj logično. Ne, jaz sem bila kar malo presenečena, sem mislila, da je mogoče pač klanc lahek ali pa da so ga že ocenili, da je v redu, ampak mislim, da ne vem, če je bila glih to Ja, ker se najbolj... ne spomnim, da bi bil eden, ki je šel na takrat, ko pa je rekel, jaz bi imel pa ful rad, da bi bil težji maraton. Ne, sigurno ne. Tako da ja, mi je Sigurno malo ne. čuden, da... Pa Ja. čujem je to, da vsak let nekaj spreminjajo. Ja, Naredijo ene trase in... ne vem, To je tukaj to. je pač Franja, ki je 100 let že ista in ne Ja. vem, zakaj tega ne pustijo, res ne vem, ne vem. Ne vem, kaj so hoteli s tem doseči, bi pa mogoče pa lahko tudi če kaj Andija pokličeš, da enkrat, ko bo klep, pa vmes lahko kaj pove tudi on, mogoče direkt sam še kaj v letapu, Ja. preden se letap začne, tako da se jim mogoče Ja. ni treba, da glih 1 uro govorimo o letapu, ampak tako, tudi kaj drugega še lahko on pol pove. To ga bomo vprašali. Tako da to od teh kratkih stvari sicer, ja, vmes je bil v tem času, ko midva nisva snemala še državno prvenstvo, a ne? Slovensko. Kronometer je pač tako, kot je bilo za pričakovati, zmagal Roglič. Cestna je bila pa najverjetneje zaradi res hude vročine, kar malo krnjena in tudi mislim, da nismo pričakovali tazga razpleta, kakor je na koncu bil, glede na kolesarje, ki so bili na dirki, pa tudi glede na traso. Sicer mogoče je bila relativno težka, ampak je bila tudi razgibana, potem zaradi vročine je bila skrajšana. Tako da jaz sem pač bila kar malo presenečena nad zmagovalcem, ampak tako pač je. Ja. Ja. Ne vem, jaz kaj preveč nisem slišal, razen to, kar sta se Miran pa Lovše v grupi pogovarjala. Miran je prišel do konca, je bil na koncu. 14, ja. Ja, tako da... A 14 je, ni bil 12. No, Mislim, da je Nima bil, veze. ja. Sej tudi 14 jih je sam skratka, končal. in sem mu čestitil vsaka čas, da je šel. Sej sam 14 jih je končal dirko. Aha, ok. No. Tako da ja, to je to, bilo je ful vroče. Ne vem, kaj več niti... Ja. Mislim, jaz sem gledala, Ne da bom z Mirsadom prav. sva gledala, prenos direkten. Okay. Najprej sva začela gledati, odkar je bil prenos, pa sva potem videla, da je dolgočasen za gledati, pa sva malo nehala, ne vem, kaj bo še en fuzbal, nekaj je bilo še vmes, pa sva potem dala zadnje kilometre, pa sva v bistvu pol spet videla, da je vse skupaj popustila, ne, da ni bilo več nobenega lovljenja, pa v bistvu niti nisi imel kaj več za gledati, ampak Pa je se Da. najbrž šun, ki je zbežal, je pol Bahrajn pokrival in to je to. ja, Ni neke ampak znanosti. pustili so ga pač preveč delača, ne. Ja, se pravim. Ja, Pač Bahrajn je pa kdorkoli je hotel, je skočil, je Bahrajn pokrival. Ja, v bistvu sem jo še omrzela, ampak glede na to, da je to državno prvenstvo, se gre za državnega prvaka, ja, ne vem. Še vsem je bil kle Novak, bil je Roglič, ki so izkušeni kolesarji, ki še vsem mislim, da sta oba dva en ali pa 102 nivoja še vsem nad in Ermakovim in nad Omrzelom, ki bi mogla to ona dva pokrita, ne, sploh ne pustiti tega pobega. Sam, ja, se pravi, mogoče je tudi res ta vročina svoja naredila, oziroma nobeden ni verjel, da bo ta fant tako končal to dirko dobro, da bo zdržal Ja, jaz ne do morem, konca. jaz nisem gledal, če sem čist fair, jaz sem samo rezultate pogledal, tako da ne morem kaj No, preveč. sej lahko pa vi, če ste gledali, pa še vi poveste mogoče svoje mnenje, glede na to, da ga že nima. Ne, za državno pa res letos ja, nisem. Ja, no. Kar je pa Miran povedal, če sem pa čist fair, sem pa pozabil, ko bo šla z Miranom pa itak čez, da ta teden, ko pride na podcast posnet, pa bo pol več povedal še o državnem. Tako
tako da bo tam mogoče iz prve roke bo on lahko več povedal. Tako da, Ja. Pa ta vikend je bil Kids Tour, ki je v bistvu, kakor sem že lani sva to že povedala, je to ena največjih otroških dirk, sploh v Evropi. Kako mi je oče rekel, v Novem mestu. Vem, bilo je ogromno otrok, nisem gledala številk, ker sem si že lani malo temu prebrala, že lani je bilo rekordno, ampak je to ena takih večjih dirk nasplošno v tem delu, mislim, sploh v Evropi, tako da si tako majhni, tako mladi lahko imajo dejansko orang dirko, etapno dirko, a ne? In lahko edin to poveva, da je eden od naših, ki tudi z nami voz, se pravi Nal Bogičevič, včeraj zmagal etapo. Generalno na koncu je bil je med prvimi 10 v vseh teh etapah skupaj, tako da je bil zelo uspešen, zelo dober, tudi v ostalih etapah je imel, sicer nisem vseh mu ga spremljala, vem pa, da je včeraj zmagal cestno dirko, tako da ja, Bugo, dobro ga na treniru. Tako da ja, imamo kar nekaj teh mladih upov, tudi iz velorunde prihajajo, a ne? Tako da kar dobro tole gledati je kar lušten. Tako da to pa eno stvar bi še čisto tako povedala, ker pa je, ne vem, a je to nasvet ali je komentar, verjetno bo spet rekel baba tečna, ampak se nima veze, itak sem tečna baba. Prejšnji teden sem šla eno furo sama odpeljati, mislim, da je bilo četrtek, ja, nisem šla na rundo, pa sem šla dopoldne sama in sem se peljala prav z namenom, da sem sama peljala, imela sem en tak trening, neki easy varianto pa tako in se peljem iz Škofljice proti Igu in že vidim pred sabo pač enega, ki se voz, malo sem tja bolj počasi se je pelil in pač jaz sem imela te svoje vate tam, ko sem se jih peljala in vozila sem se 35 na uro in se velja, da bo to do Iga, je bil interval 100%, da bo to šla in grem jaz mim tega gospoda in se odpeljem in kar tako po ene pol minuti pač zraven mene se prepele in ko mi diha, supiha in tako prav, te kaj moc, če se te po zavetrju vozim. In sem rekla, ja, pač, mislim, malo, tako sem pač rekla, po moje, ne, se veš, kako sem rekla, ja, zdaj, če se do zdaj nisi mogel voziti, se tudi zdaj ni treba, ne, in tako, ok, in pač elastika nazaj. In tako pač en svet moškim, no, čistko. Mislim, da nas večina žensk, ki smo same na cesti, če se same peljamo, mislim, da nobeni ni všeč, da se je en nepoznan moški prelep na rit, pa da je od ozadja v rit gleda, saj po pogovoru s tistimi kolesarkami, s katerim kolesarimo skupaj. Verjamem, da kakšna je mogoče, ki je to všeč, ampak lahko pa povem, da... Odvisno od kolesarja. Mogoče, ampak mislim, da sicer je bil, ja, tudi glede na to, da je bil to gospod, ki se je videl, da se že kako se je vozil, že prej sam, ki se je vozil, ne, pa ni bil glih pač nek kolesar, niti nimam želje, da se mi kdo zad nalep ali pa da mi tudi so bili že primeri v menjalnik, kaj s tem, kaj da se zgodi. Jaz imam pač svoje intervale, delam in ko delam intervale, takrat jaz tudi v momentu spustim, a ne, in zdaj, da jaz ko spustim v momentu interval, da se mi kdo še zraven urad nalep, tudi mislim, da glih ni to, a ne. Tako da, ja, mislim, moški, če ste kukar tok, ne se preklapljati. Pejte rajši pred žensko, pa dajte vi njej za veterje kukar, da bi se njej v zaveterju vozilo. Ja. En tak nasvet. Ste slišali zdaj desci? A ti se prelepaš kakšni narod, ko se sama vosal? A se zdi, da mene lahko kjera ujela, rajš se fuknem v jark tja, kakor pa da me ženska ujame na koleso. Ma ne, da bi se tako ti neki na easy vozu, pa bi se pač ona mim tebe pelala. Pa ne grem mim, kam je pride. Valjda bi šel rajši pol že, če ti bi bilo všeč, bi šel vsaj predno pa bi rekel, ja, te pošlepam ali pa neki. Ja, no, točno to. Briga me. No, hvala Bogu. Ne, samo na vozi in to je to. Ja, najbrž, če sem sama, sem z namenom sama, ker če bi imela ful željo, bi še 3 z lahkoto si prepelala. Če me prehtela, pa bo pogledala, pa rekla, o, živijo, pa bi tudi jaz rekel, ja, čau in to je to. Pa drugo. Sam, če bo šlo pa mene, kaj jaz, kako mi je vse. No. Ja. Nej divja. Ja, tako, točno to. Pa puste moje zavedje. Daj mi povej, koliko ti pa pasali tiči sami na kolo? Ne, men pa še. Je se pravim? Zelo. Ja, vse zato pa grem enkrat na teden definitivno to rabam nujno. Zato sem ti rekla, da bom mogoče kdaj kakšno rundo spustila, no, več, ampak ne zato, ker se ne bi hotela toliko z drugimi voziti, ampak enostavno paše se včasih sam peljati, da pač ko ne gre, spustiš in se peleš po svoje, da če ti gre, lahko pretegneš brez, da raztegneš celo skupino in ja,
Vse ima svoje prednosti. No. Ti raztegovala celo skupino. Ti lahko Ja, ne moram pritegneš do raztegovati Amena. skupine ta hitre, raztegujem lahko pa koga drugega, je pa hiter preveč. No. Tako Dobro. da, ja. Drugače se strinjam, ja. Jaz isto grem parkrat na teden narediti sam, ker mi paše. Ja, je pa luštan, ko smo vsi skupaj. Ja. Sploh te izleti, ko smo skupine zdajle in da se dela teh 100 plus kilometrov, pa rada delam v A družbi. veš, ja. da meni tako, zdaj smo naredili, jaz sem jih imel koliko dobrih 140, pa se mi sploh ni zdelo, da smo jih toliko naredili. Ja, veš kaj, ta trasa na Jezersko je taka, da v bistvu do tja ni nič posebenega, polje tisti Jezersko treba oddelati in potem nazaj je spet Ja. Hitro je narediš šlo. nekaj višincov, ampak kar hiter gre, hiter mine, tudi veliko nas je bilo in potem se malo pogovarjaš, tudi nismo pretegvali nekaj tok, da bi ne bi mogel neke komunikacije imeti. Dobro, to ste šli vi Ti pol zase nazaj, govori. grede, no, ko ste šli, ok, to pač ti izdelček, no, ampak to je bil recimo ena četrtina od trase. Ja, a se ne. koliko smo tam, eni 40 km 50, a ne? Ja. Mogoče, ne vem, če jih je bilo 50. Ja. Ja, Da ste 40. spusta dol prišli iz Cerkelj pa do Ljubljane, pa jih je, Ja. ja, pa če verjetno se niste čez po Celovški, pa tam čez Ne, Šentvid tule smo šli dirkali. kami. Ne, Ja. ne, tam, ko smo prišli Ja, do se Šentvida, pravim, smo pač recimo, ustavili. da ste imeli slabi 40 km še pol. Ja. Sam se že pri vodicah smo bili. Ja, tam je vse taka ravnina, pa vse, da ga res lahko preteguješ, Ja, pa je tudi bilo kakšne kar fajn. novinke treba pa krožen speljati, tako da verjamem. Ja. Ne, je bilo kar lušten. Hvala vsem za družbo. Mi smo šli tako pol še na delo, smo šli pogledat na Podpeško jezero, sta se ene dve ribici sončili. Tako da, pol smo samo šli dve pa nazaj. ste Ma ja, videli. samo dve. Ajaj, šli ste pa s takimi upi. Ja. Ajoj. Razočarani. na Štirje celi cesti. fantje, brhki, lepi, kolesari naši so štartali na Podpeško Kontakt jezero. dobite v Velobaru. Dej, greva zdaj mi da kar na turo. Ja, Ker zdaj to smo pa že, zdaj- mislim, da zdaj pa ja. Jaz mogoče ta prva stvar, ki bi imel zapovedati, je tisti, ki dosti gledate YouTube, ste to že videli, ampak jaz sem dobil zdaj še video novega kolesa od BMC-ja, ki so ga imeli, mislim, da ga je samo Trentin uporabljal za kronometer. Res zgleda kot vesoljska ladja, sicer težek, kot sam Satan, ne vem, 9,8 kg, nekaj tasga. Ampak ja, to po moje, ki dobi brzino, to se pa ne ustavi. Tako da res zgleda nekaj posebenega, imenuje se MPC, se pravi Masterpiece, kot imajo oni ta glavno linijo, zdaj ne vem, je Masterpiece TT, a sam Masterpiece, tako da to je to. Video najbrž gledate zdaj zraven, ki ga bom dal. Skratka, ta je meni kar tak zelo zanimiv. Pol je prišel od Bianchija ta nov Specialissima, je tudi zdaj zunaj, se pravi kao lightweight. Je malo predelan, tako da tudi... A to je tudi za kronometer. Ne, ta Aha, je pa lightweight, ta je climber bike. A pa ga zdaj vozijo... Mislim, da samo enih par, da sploh nima cela ekipa možnost. Ja, zdaj se zgleda, da to grejo zelo v to, da te ekipe da ne vozijo vsi vsega, vse čisto enakne. Da imajo različne modele. No, Ne. tudi ja še prideva. Pol je, ok, SL9, ko zdaj ste jo že vsi videli, je zunaj. To je pa vsi vozijo. Daj mi povej, kakšen se ti, to si kaj spremljala, kakšen se ti zdaj kaj marketing iz stališča Specialized? Jaz ga nisem sploh videla. Aha, okay. A si ti videl, kakšen marketing? Ja, meni je pravzaprav? bilo ful v redu. Mislim, ja, jaz video, gledam- ki so naredili na YouTubu, so mi bili ful v redu, zato ker so eni par jih je različnih. Jaz sem, da bi bili pa na socialnih omrežjih prav noro aktivni, pa Je mogoče ne spremljal Specialized, da oni, ki spremljajo, je kar... mislim, spremljam ga mama, veš, sej, kaj pogledam se, pa ti tako ven Pa meče. tudi od teh youtuberjev, ki jih je zunaj review naredil, A, res? že malo more. Ja, nisem, ja, mogoče pa Tako da res meni premalo je, spremljam. meni ja. je kar všeč, tako, ker ni nekega napihvanja, itd. Pa dejansko so povedali stvari, ki so meni pač ključne in že to, da so zboljšali kolo za 4 vate v primerjavi z SL8, da je to v bistvu že zelo velik. In se pravi, tako vsi, ki kupujemo nova kolesa, pa tudi mi dva kleka govoriva, ne. Zdaj bom tako zelo neprodajalsko usmerjeno povedal, ampak ja, ne rabaš si kupiti glih vsake 2 leta nov bajka, ne. Zato ker ni toliko velikih razlik med samimi kolesi zdaj zunaj.
Je pa res, da SL8, ki je bil že prej, res rečemo izpopolnen ali pa zelo popoln kolo in niso rabili prav veliko spreminjati. Ne. In zdaj, če so zboljšali se z 4 vate pri teh brzinah, je to že za moje pojme že kar... A pa imajo zdaj, so brez tistih žičk od spodaj pod balanco. A veš, da to si niti nisem to korang pogledal, ampak ja, meni je tako, všeč mi je celo zgodbo, kako so zapeljali, kako so šli marketinško, čist kontra od faktorja za moje pojme in iz tega stališča pa tako, pa še zmer ne bi imel Specialized kolesa, ampak kar se tiče pa kako so pa se lotili vsega skupaj. Jaz bi pa imela Specialized koles. Je pa zelo vredno. Ja, dal. Ja. Ne, jaz ga ne bi imel. Sploh ta, mene zdaj 9, sploh ta spreden del mi je ful všeč, ker se kar vidi razlika, no, mislim, ni to velika razlika, ampak za nas, ki toliko bulimo v ta kolesa, jo pol vidimo in mi je ful všeč ta del, ki je zdaj bolj tak. Meni je tudi tako. Ja, tako da meni je všeč, pa tudi moram reči, da vidim recimo Carmen, ki ima 8, ga ful pohvali in jo tudi vidim, da je res čist drugače zgleda ona na kolesu in voz se in spušča se in vse in pač moram reči, da je res po moje mora biti krno v redu kolo. Ja. Ne, pa sej, jaz mislim, da teh koles zdaj, ki so zunaj, jih je zelo veliko, pa tudi pri nas, da bomo zdaj opazili, koliko je kjer kolo dober, koliko je slab, najbrž težko od teh topa, ne. Če gledam, ne vem, top 5 bajkov, ki so meni všeč, pa teh, ki sem jih tudi vozil, pač ja, če imaš iste obroče gor, ki veš, da so dobri, ki veš, da leti, se mi zdi, da je pol ki ti vizualno najbolj všeč, pač za unga se odločaš. Ja, tako, kakor si že danes to povedal. Za vse specifikacije za vsa kolesa so znana, danes je to tako dobro posod napisan, vsi si lahko pogledamo razne reviewje, posnetke, komentarje, da ne govorimo o AI-ju, ki mu pišeš, pa ti bo vse povedal, kar te zanima. In potem se moraš na koncu sam še, tako kot sva že stokrat rekla, zaradi vizualnega odločiti oziroma vedeti moraš, kakšen je tvoj budžet in vsak kolo, ki je top kolo, ti bo dobrno. Saj nobena už rekel, da je za nič. Pol je še v bistvu ta, ne vem, je Pogačar že vozil tega TT-ja, ta novega od Colnagota, ta je zdaj isto, pač so ga imeli na kronometru. Jaz mislim, da so ga verjetno vsi. Ja, sej, vsi so ga vozili, ampak pač zdaj so ga vozili. Je koliko 500 gramov, ali če sem jaz prav zasledil, je lažje od prejšnjega kolesa. Tako da to. Pa po moje najbolj zagreja kar na prvo etapo tura. Kakšna se ti je zdela? Sistem sam kronometra, meni je to bilo. Ja, meni je tudi ta sistem všeč, in tudi ta točkovanje in potem tudi rangiranje, kjer v bistvu so kapetani, a ne izpostavljeni in razen pač Ineos mi ni čisto jasen, kaj so mislili, ampak okej. Ampak drugače, ja, meni je tudi všeč ta sistem, v bistvu je to zelo podoben v končni fazi dirkanju, v samemu konceptu dirkanja, prepeljati kapetana čim dlje in ga potem spustiti, da je čim hitrejši v cilju, če čisto po domač povemo, a ne. In je bila vsa zadeva v bistvu v redu, ne. Zdaj sicer mogoče se je pokazalo, da saj kar se tiče ravnine, a ne, ima tudi Visma kar močno ekipo, nimajo tako slabe, kakor so jamrali ves čas, koliko so bogi. Za klance se je že pokazalo, že skoraj v prvih 2 etapah, da res nimajo ne vem kaj, ampak dobro, vsi vemo, da čez tur v končni fazi tudi raste forma in vse marsikaj se lahko še zgodi. Tako da mene je bilo sama stvar zanimiv, všeč, tudi ni mi deloval spet tako grozen, nevaren kronometer, ko včasih so kakšni kronometri res taki, da te v določenih ovinkih kar srd prime. Mislim, vse je bil, vse brez tega itak ne gre. Sam ni bil pa tako, se mi zdel spet, ne vem, no to tudi pacov dejansko sta bila hujša paca, da je tako ekipa popadala, kakor sem jaz zasledila 2. FDJ pa Astana. Ja. Je pa padel Matej Mohorič, ne, na kronometru. Padel je sam iz ovinka, v bistvu ne vem, kako je pripeljal, posnetek ni, je pa slika, in je padel v zaščitno ograjo, ni mu bilo nič,
hvala Bogu, tako da je pač vozil naprej naslednji dan normalno in tudi zaključuje potem kronometer. Tako da, ampak meni je bilo všeč, drugače se skupaj zagledati. Moram reči, da sicer nisem pričakovala, da bo glih Vingegaard bil prvi, a ne. Glede na to, da je šel Gana res na punim, potem sem računala, da se verjetno Gana želi rumene majice in da so, ne vem, mogoče to v ekipi tudi omogočili, da bi imel rumeno majico, pa da so ostali potem Bernala prevlekli, kakor so ga prevlekli. Čeprav Bernal je že veliko zgubil spet včeraj, tudi tako da mislim, da že v nič GC-ja. Bernal po moje bo šel na kakšno enodnevno bo... Tudi skoraj dvomam, da mu bo kaj ratal. Pa v pobeg bo hodil in pa bo pa videl, a mu bo ali pa ne. Ja. Tako da, ne vem, kaj pa ti misliš, kaj je Ineos imel plan? Meni je bilo to najbolj tak uganka. Pa jaz mislim, da so se tam malo zafrknili, kaj je Vauquelin, kaj je dobil defekt, niso vedeli točen in lahko, da je tam ne vem, da so tam mogoče izgubili kakšne sekunde, ker nasplošno se mi zdi, da na papirju bi po moje mogli biti pač od Ineosa ekipa močnejša na tem kronometru. Tako da to mi je bilo malo čudno, da niso dobili. To je pa to, tako da po moje, da je samo una zmeda, pa lahko, da so malo popustili kdaj in pol tam pri tej brzini se pa pač teh par sekund lahko se hitro pozna. Ne vem, lej. No pa tudi Bora me je mogoče malo bi tudi Ne, tam je pa nimajo. Pač je Remko toliko močnejši od vseh, da pač za moje pojme so zelo dobro odpeljali, sam nimajo pa take ekipe, da bi bil Remko v ekipi od Ineosa, pa po moje bi nagonili vse ostale za kar nekaj sekund. Tako da... No pa Decathlon se je tudi pokazal, da so tudi zelo švohne. Tako da je bil, mislim, da je kar Seksas sam vlekel cel kronometer. Mislim, mogoče edina slaba stvar za vse, ki hočemo imeti ful zanimiv tur, je ta, da kakorkoli je Jonas že res da dobil majico, pa je zmagal. Če gledaš, da je izgubil, ne vem, 5 sekund, koliko je izgubil na tem zadnjem klancu proti Pogačarju, s tem, da je Pogačar skozi delo, on praktično do zadnjih par kilometrov ni bil nič spredi. No, sej, to so že vsi podarili, da je bil deleč sama veš, ni nič delo, ne. On je mogel zadnji kilometer dati vse od sebe. Ja, oni so prišli 3 skoraj do konca. Jaz pa vem, da če pridem jaz svež do klanca, da nisem naredil nobene menjave, pa nič, se bom definitivno v klanc gor boljš odpeljal, kakor takrat, ko sem se šparil cel cajt v zaveterju. Tako da, meni, ne vem, kako ne rečem. Ja, prve 2 etape, obe dve sta zaenkrat, sej to je deleč od tega, kaj bi lahko rekla, vsi vemo, kva so pokazali. No sej, zdaj grejo najprej še čez kronometer. Meni je čuden, ker je bilo že tudi na kronometru kar dosti defektov. Tega nisem pričakoval. Sej sam tako, to mi je bilo tako malo presenetljivo. To smo se razmer se tam pogovarjali včeraj, zakaj je toliko defektov. To vsi res gledajo, da imajo toliko čim lažje te plašče, pa da so zdaj plašči toliko slabši zaradi tega posledično, da imajo manj teh zaščit gor. Ali je vročina svoje dela, ker je bilo nenormalno vroče, ne? To je bilo res, ne vem, da je bilo 40 stopinj v Barceloni na kronometru. Pa najverjetneje včeraj tudi ni bilo kaj dosti drugače. Tako da zdaj je kakšna vročina, ali vročina lahko svoje naredi, ne? Marsikaj. Čeprav to bolj bi na zračnicah delali, kakor na samih plaščih, ne? Ne vem, meni je malo, pač to mi je tako... Čeprav tudi plašč se napihne. Malo bizarno mi je to vse skupaj, ker oni pač to imajo povsod, imajo nove plašče gor, to ni tako, da pri nas amaterjih, da vozil 2000 km. Mogoče sem pa žebliščke nastavljali, tako kakle nam. Ne vem, samo meni je to bilo malo, pač tako, malo čudeno vse skupaj. Drugače pa na kronometru, a veš, da ni bilo nobenega, tako da bi rekel, da me je presenetil, pa kdo da bi me ful razočaral. Spravi, vse je šlo nekako tako, kot bi si zamislil vse skupaj. Ni bilo, ne vem, jaz ne morem reči, da je bilo karkoli presenetljivega, da se je zgodilo. Tako, od vseh teh favoritov, kako so vsi pršali, pač mi je to. Ja, dobro, razen da imajo so eni že kar velike razlike fasali, ker mislim, da če že na tako fašaš minuto v prvi etapi,
tak, ki je za nek GC razpored ali pa je 37 sekund, 38 sekund, je to že kar veliko, ne? Pa ja, to pa tam pa ekipa naredi svoje, ne? To pa ne moreš. Ja, se ne vem, moreš se čisto pravim, da je nič. mogoče je to ta slabost ekipnega kronometra, ne? Da v bistvu nisi ti, a ne, tak, ki bi mogel biti v bistvu. Ja. Za meni je ta format, pa to mi je bil ful dober, lahko komentirate vi spodaj, se vam je zdel super. Jaz upam, da se bo ohranil in da bo na vsakmu Grand Touru naprej, da bo to kar stalnica, zato ker sploh v principu tako, kaj je bilo klene, da je še na konc klanc. Ja, je to zelo zanimivo. Tako da bi mi bilo pa zanimivo, kako bi to odpeljali pol, če pa ne bi bilo na konc klanca, ne? Da bi bil klanc nekje na sred. Ja. A veš, ker tam je pa, ne vem, Remko bi popizdil, po moje, mogel vse čakati tam. Mogel Ja, sedem sam še vedno kolesarjev ne bi pol smel čakati. iti pa naprej, ker ima pol še Ja, ravnino. sej sem tako Ja, pač. mogli bi odpeljati klanc, tako kot mi peljemo, tempo najpočasnejšega. Oziroma najpočasnejšega, ki bi vstal še na klanc, ne. Ja. No, greva pol kar še na tole včerajšnjo etapo, se pravi ta drugo. Ne vem, meni spet, tako kot sem že rekla, full defektov, Ja, kar je nenormalno. bilo. In to vse ekipe, ne Ja. da bi rekel, da imajo eni manj, zdaj bi rekel, da je to bilo na Kontiju, na Vitu, povsod. Ja. Vse ekipe. Mal čuden, pa kar se res pokaže, da je Tour res najbolj hektičen, najbolj so živčni vsi, ne vem kaj, pač te menjave koles, kva so čarali. Pač to je bilo in za Sexasa in za Del Del Torota, pač to je bila kar mal ena taka mehna komedija. In ja, mi je kar zanimivo. Za Sexasa niti nisem zasledila čisto. Ja, on je vzel od pare Pantre kolo. To, ja, to vem. Pa, ker sta one dva po višini razlike na 1 centimeter ali 2. Ampak vse njega so hitro zamenjali. Ja, sam zakaj je vzel kolo, če je imel avto že zadaj? On bi samo iz avta dol kolo vzel pa kolo, pa šel, pa spet se stavil. Medtem, ko pri Del Torotu so šli pa uni So se pa njega odpeljali, to sem pa je šel videla. pol nazaj. Ja, Ja, tako da. To sem videla, no. To sem videla, da so Del Toro, da je mogel jih nazaj tiskati. Ja, ampak Del Toro to je bilo dobro, tam je bil po moje GPS mal pomešan, ki je kazal, da je res zadnji 2 minute pa ja. pol, pa je ujel relativno hiter, tako da jaz mislim, da on tam ni bil toliko zadnji. Pri Sexasu pa pač se za oba dva svaka čast, ker Del Toro je pač pol na koncu še zmagal, ne? Ampak pri Sexasu, da je pa on na koncu, pa da je to lovil, preden so se glih te klanci pa vse začeli. Ampak se on ni rabo veliko loviti. On pa res ni veliko lovil. Pa Mislim, še za avtom Sexas se je po moje vozil. bolj mogel pomatrati, kakor pa Del Toro. Ne. Sexas je bil v parih sekundah zraven. Ne. Ja, no. To sem pa gledala. Sexas je bil takoj zraven, pa še enega je imel, ki ga je čakal. Mislim, za oba dva pri teh Del Toro je pa letih lovil, pa to kar nekaj časa je trajalo, no, da je ujel. vsaka čas, da sta na koncu pač tako odpeljala, kakor sta. Tako da ne vem, poluni zadnji krogi in si pričakvala, zakaj ne skoči, kleti ti zih komentirala, kva se dogaja? Ne, a veš, da ne. V bistvu smo klele gledali, se nas ni bilo glih veliko, ker bila tudi nedelja, ne, in v nedeljah imamo sicer odprt drugač do 4, ampak v času tura bomo gledali tudi v nedeljah do konca vsako etapo, tako da ne, če hočete tudi v nedeljah lahko pridete gledati. Ne, nisem niti toliko, zakaj ne skoč. V bistvu, zmeraj sem me vprašal, kaj misliš, kakšna bo taktika, če bo skočil že prej. Sem rekla, da če bo skočil v zadnjem krogu, ampak da definitivno ne bo skočil toliko, da bi prevzel rumeno majico, ampak da bo sam gledal Vingegaarda, kje je, da mu bo naredil, mogoče zmanjšal s temi bonifikacijami razliko, pa da bo še vedno Vingegaard obdržal rumeno majico. To sem nekako tako, sem si rekla, da najverjetneje bo tako naredil Pogačar, da dvomim, da bo šel on na zmago, da bi naredil razliko, ne vem, minuto zdaj klene. Nisem pa po pravici povedano pričakovala, oziroma pol že ja, ne, ampak da bi res Del Toru prepustil zmago, ker sem še vsem rekla, se si nabira zmage, a ne, na Turu enkrat dosežeš lahko tudi številko od Cavendisha slej, ka prej mogoče, a ne, in če pa nimaš vsaka zmaga, lahko ti ena zmanjka na koncu.
ampak s tem, kar je naredil, je itak pokazal, ne vem, se je to, ja, kocine po koncu. Mi smo klej okalno, čist po prvici in to, ko smo gledali jaz, Dobrila pa Mersat. Mi vsi čista tišina in pol sem Dobrila vstane in prav, jaz zdaj grem, ni mi žal, da sem vstal in mi dva se sam tako gledava in tako, mi se pa vsi skrivamo, a veš, vsi tam gledamo ba ne jokal, solzice, ne pa solzico. Sej Dorni spustil solzice, včeraj je pa krmp, no. Zakova? Je pa krmp. Ja. Ne mi povej, zakaj. Ja, zato, pol, sploh po koncu. Zato, ker je bilo to čustveno, ker je bilo res, ti si res krmp, ja, se ti si krmp. No, bože mili. Ti tak. Jaz se zdaj jokam. Ja, zdaj se jokaš. Dobro, saj hvala Bogu, pol nisi ta krmp. V glavnem, ja, jaz sem tako, vmes sva še komentirala Koustco, no, ki je imel res take izjave, da to je neverjetno, jaz ne vem. Rajši v dirki, ne v komentatorjih. Ja. Kaj si pa ti pričakoval včeraj? Tako, če bi od začetka dirke rekel, kaj bi pričakoval? Ja, jaz sem mislil, ja, da bo tam na koncu, da bo skočil. Da bo tam, kaj je najbolj strmo, da bo skočil, polka ni. In kaj, da bo delal razliko? Pa se itak bojo danes spustili, po moje. Ja, itak se, jaz mislim, da je Vizma že včeraj se hotela znebiti rumene majice, sem se ni mogla. Sej. Sej ti pravim. Pač itak tudi, če bi naredil rezultat včeraj, bi itak danes pač spustil rumeno majico. Ja, vem, tako sam ne bi bilo mislim, da je Pogačarju vsak dan manj, čim manj teh rumenih majic, pa pol teh je pa ne, sej, če ima ampak ja. pikčasto, se je isti šmoran. Se ni imel pikčaste tudi ne. Tudi pikčaste nima danes. Ja, včeraj ni imel pikčaste. Včeraj je imel, sam je danes nima, ne? Ja, tudi vem, pikčaste je odložil. Hočem ti povedati, da če imaš to, moraš pač imeti. No, skratka, jaz sem pričakoval, pa sem pa poslušal malo teh strokovnih komentatorjev iz tujine, pa mi je bil tudi v bistvu ful dober argument, da pač ja, takrat se itak ni vedela, ne, da bo Del Toro pač še vedno spredi, ali pa mogoče oni so, ne vem. Pravijo, da ne. Ampak je mogoče ta nevarnost tura, pa zakaj bi tvegal vse, da skoči na konc, ker je pač še mal tak zelo par ovinkov je takih, ki moraš res orang prleteti, pa ki moraš pač pol čisto vse od sebe in zakaj bi tvegal tam na ovinkih neki, če itak veš, da ko boš v šprintu, imaš dosti večjo šanso, da boš pač od šprintu vse, ki so zraven, če bi res pač hotel zmagati, ne. Pa tur je itak še toliko dolg, da rabaš zdaj, ker zgubiš lahko ful, pridobiš pa ja, par sekund in tako da ja, pol na konc, ko malo logično razmišljaš za nazaj, je pač, jaz mislim, da so pač ja, imeli v planu, da se skoči čist na teh zadnjih 500 metrov. To definitivno. Mislim, to se pravi, jaz nisem pričakovala, da bi Pogačar imel neke ambicije, da bo skočil v predzadnjem krogu, pa pol sam se vozil ali pa kaj tasga. Se ne to, jaz sem mislil, da bo skočil na ja, ne, nisem, zadnjič. že ko sem poslušala, pač ja, tukaj moram pač reči, spet se obrniti na komentatorje, Hvastija je zelo dobro povedal že od začetka, kakšen je zaključek, da je ta klanc in da je v zadnjem delu potem en zoprn spust in potem spet nazaj na klanc in da on pričakuje, da bo Pogačar na tem klancu šprintov. In to, kar je že od začetka povedal, a ne, sem v bistvu potem tudi, ja, glede na to, da človek ve, za kva se gre, nisem več imela niti pomislekov, da bo Pogačar prej skočil. Razen ja, na tem šprintu, kar tudi on bi naredil, če bi Del Toro kazal, da ne bo zdržal. A ne. Ja. Krenkotova izjava je bila, da če ne bi Vingegaard od zadnji kar spustil, a ne, ker je bil Remko še malo za njemu, ker Vingegaard je pa sam Pogačarja gledal, ne, da bi Remko, če bi to vedel, da bi on zmagal to etapo. Ne. Ampak Remko ne ve, da ni bil sam Del Toro, da Pogačar ne bi pustil Remko to zmagati te etape. A ne. Ja, mislim, tukaj... Pogačar je vse nadzoroval. On je imel tako pod kontrolo vse, da če bi videl, da Remko hoče skočiti, bi pač Pogačar skočil. Ja. Pri uni brzini so itak vsi vedeli, koliko je kdo močan in je Pogačar. Če bi videl, da kdo prihaja, bi pač pretegnil. Zanimivo je bilo videti, da sta popustila Seksas pa Vingegaard. Seksas se mi je zdel kar dober namatran v tem zadnjem šprintu, no. Mu je kar, on je tudi še zgubil kar še par sekund. Tako da jaz mislim, tako naprej za predikcije saj zdaj lahko ne, ampak moje mnenje je, da Seksas bo na vsaki etapi izgubil par sekund proti najmočnejšim in zdaj ne vem, ampak
po tem, kar se zaenkrat kaže, pa kukar je on mlad, pa vse skupaj, pa kakršna je neka fizionomija tog mladega človeka, razen če se, kot sem že rekla, doska, da nima telo že bolj dozorel, kukar je, a ne, kar je tudi možno po nekih pač, da si bolj zrel, kot si star, ne bo on niti med prvimi 10. Ker si bo nabral teh zaostankov na vsakem tok in ali pa tudi če bo, ne bo to prvih 6, ampak si bo kar nabral teh zaostankov. No. Ja, mislim, si ne upam tega reči. Jaz mislim, da je on je pa Remko 4 zihar, top 5 bi skoraj zdaj upal staviti s komorkoli, da bo top 5 Seksas, ker pač tudi mora vedeti, da zdaj te dve trase, ki sta bile, ne, to Pogačar je od hribolazcev je tudi najbolj eksploziven. Ne govorim na podlagi te dveh tras, govorim na podlagi celotne sezone, pa njega samega, pa tega dejstva, da je star 19 let. Popolna. Ja, pa dejstva tega, da je star 19 let. Ja, ampak tudi načina, kako je vozil in vsega, ne vem. No, lej, je imel toliko dominantnih, da če bi Pogačar zraven, pa ne bi. Sej ni imel nobenega zraven, takrat, ker je on dominiral, ni imel konkurence, ne, ampak jaz ne vem. Sej tudi Vingegaard, ne. Če tako gledaš. Kaj? Sej tudi Vingegaard, ne. Ja, tudi ne, seveda. Sej zdaj se pač to kaže. Ja. Tudi Lipovic, jaz mislim, da ga tudi ne bo nikjer slejka prej, ker odpada pa ne, čebula. Veš kaj, razen če se bo on šel, če se bo on... Tukaj ti narobe gledaš, ti si preveč impulzivna in gledaš na trenutno. Pač, kar se tiče trenutno, se je sam pokazal, da na kratke klance, eksplozivne klance se kaže to, kar se je že skozi, pač zdaj Pogačar je ta najmočnejši in to je to. To čist naš drugega. Nimamo mi kle zdaj še 30 minutnih klancov. Jaz govorim zdaj čistko. Če bi mene vprašal, kaj, mislim pa ne na podlagi tega, kaj vemo o teh kolesarjih. Ja. Pa na podlagi tega, kdo je na turu. So pa to imena, ki se bo pač v 10-terici noter pojavljala. Ja. Rečemo, letos sta najboljši rezultat na klanc gore še vedno Vingegaard dosegel, ne? Watt na kilo. Je bil boljši, kakor pa Pogačar. Kje? V čemu? Je na Giru. Aha, tako misliš, se pravi na neki dirki, ker je dobro. Ja, pač Pogačar tudi še ni imel, kot si rekel sam, ne. Pač sta vozila različne dirke, različne primerjavo. Hočem povedati, da razlike na takih etapah, ki so bile zdaj, se ne delajo. Jaz tukaj ne pravim za Vingegaard Pogačar, to bo dejstvo, da bo to boja, ne. To bo boj, kukorkoli, ne bo kar Pogačar zmagal, to tako z lahkoto. Ne. Mislim, jaz mislim, da bo, ampak hočem samo povedati, da ja, pa mogoče... A misliš, da bo zmagal z lahkoto? Ja. Zaradi tega, ker vsi so se izboljšali od ta zadnjič, ki smo jih videli, sam da on se mi zdi, da se je izboljšal z boljšim namenom. Da drugi so zboljšali kilažo, pa vprašanje, če so vate obdržali, medtem ko pri Pogačarju pa mislim, da se je pa zboljšal zaradi tega, da bo na daljše klance pelil boljš. Se pravi, še zdaj se je pokazalo, da je bolj eksploziven, kakor so vsi te ostali. Pustimo, da bi bil to klanc, ne vem, na Flandriji ali pa kakorkoli, vprašanje pač, kako bi bilo, ne? Z Van der Poelom pa z ostalimi. Ampak ja, jaz mislim, da je on, da je imel najboljši pristop do tura. Van der Poel je že 2 kroga prej, on je že v predzadnjem krogu spustil. Ja. No, jaz pač tako, po vsem, kar veva o številkah, po vsem, kako se je letos derkal, koliko so vsi shujšali zdaj za tur, itd. Ja, jaz mislim, da bomo videli letos na eni, če ne 2 etapah, neke take cifre, ki si jih nismo predstavljali. Ja, to je dejstvo. In ja, jaz mislim, da tam bo pač Pogačar pač pokazal, zakaj je pač on ta glaven, ker če ne bi on tega vedel, jaz mislim, da bi že včeraj drugač derkal. Ampak zato, ker pač ve, da je ta najboljši, se pripravlja prav po moje za ene par teh etap. Ja, sigurno so plani. Jaz mislim, da če bila to enotedenska, da bi na tej etapi, ki zdaj že poteka, se pravi v ponedeljek, vi gledate to v torek, jaz mislim, da je že to etapa, ki bi on lahko naredil tako selekcijo, skoraj da ne na ta klanc, koliko je to do cilja.
70 km do cilja. Ja, to ima zdaj novo traso. A ja, se je spremenila zdaj. Trasa je spremenjena, samo ne vem, v zaključku mislim, da glih je spremenjena. Ne vem pa, koliko so jo skrajšali, pa kaj, ker sem sam zasledila, da je spremenjena trasa zaradi požara, da ne bo zraven navijačev, niso pa napisali, koliko je spremenjena trasa. Okay. Nisem to, ker to je bilo danes narejen in ne vidim. No, če bi bilo to, jaz sem skoraj fiks, da v ta klanc, ki je koliko 3,9 km 9 postov, pa 9,466%. Tako da, veš, to je bi bila že. Ja, pač tukaj to je za njega, ki ti pa še zdaj je že konc tedna, v petek je Turmaleži. Ja, no se do tja še prideva. Ampak ta sicer vsi strokovnjaki pravijo, da bo za breakaway, danes se pravi, da bo Jonas pač hotel dati rumeno majico naprej. Tako da, če bo po vsej logiki, jaz tudi mislim, da se zna kaj ta zgoditi. Kaj se pa zdaj dogaja? Ne, nisem čisto. Prej je bil Simons, ni Simons. No, no, skratka, to je to. Ja, in jaz mislim, da je z naskokom, da je najmočnejši in mislim, da se tega tudi vsi zavedajo. 3 minute je peloton odzad. Tako da, kva greja pokomentirati zdaj tele. A si še kaj imela na včerajšnji? Ja, lahko pokomentirava, da Del Toro je na V5RS spet voz. Samo včeraj je vozil zaključek, drugače je vozil na Y. Ko je dobil menjavo, je pa zaključil na, pač ko sem okolo zamenjali, je dobil 5. Prej bi pa na Y. Okay. Drugače sem pa ti, ki ne spremljaš pač TV Slovenije 2, ne, je bil na TV Sloveniji 2 včeraj Kavčnik govoril, kjer je povedal, da ima Tadej Pogačar s sabo 7 koles, različic Y, niti enega 5 nima, da Del Toro ima pa mešano kolesa, tako da ima glede na etapo ima pač drugačen kolo. Tako da včeraj je štartal na Y, ampak zdaj pač končal je na 5. Okay. Sva šla prav z Mersadom pol gledat, tako da ni pa povedal za ostale fante, kako imajo, ampak najverjetneje je to zdaj kar praksa tam, kjer so taka kolesa, da mogoče bodo uporabljali pač različna kolesa glede na etapo, boš ti bolj vedel, katere znamke imajo tudi to možnost sploh metane. Recimo Cervelo, mislim, da tega niti nima. Mama, Cervelo ima S5 pa R5. Ja, pa jih uporabljajo sploh R. A ga sploh kdaj imajo? Mislim, da je Jorgensen, da je neki vozil, pa Kus tudi mislim, da je imel, medtem ko Vingegaard je bil skozi na S5-ki. Tukaj je fora, da je tukaj ene pizdarije zadnji, še kar se tiče marketinga, prodaje itd. In da pol itak nikoli ne veš. No, sam mislim, da na Turu se ne igrajo s tem. No. Ma z vsem se igrajo. To je, dokler ti nisi tam zato, da boš zmagal. Jorgensen ni, Kus ni, Del Toro ni. Dobar, ja. Pač ti je načeloma vse, ne vem. Čeprav mislim, kar se tiče, zdaj so ostala kolesa ne poznam, ampak pri Kolnagu kolo tale 5 lažjim kolesarjem, suhim kolesarjem in sploh na kakšne mogoče ne tako fizično močnim kolesarjem na klance sigurno ustreza ful. Ja, sem to ne. To se mi pogovarjamo o materijih, tukaj so. Ja, ne, tudi tukaj nima, ne. Ker Del Toro obrača iste vate, kot Pogačar. Jaz sem Del Toro skozi, ne, ampak Del Toro ima skozi to 5 bolj, ampak ne verjamem, da je to marketinško. Jaz mislim, da mu enostavno bolj odgovarja. Mislim, lahko da mu položaj zaradi tega, ker Y je pač malo poseben, ali pa da mu sprednja vilca, pa kaj je sem kaj. Ampak tako, kot si rekel, če nisi za zmagati. Ja, sem Del Toro mora še vedno se počutiti na kolesu fenomenalno, pa ne morajo se zajbavati, ker še vedno v končni fazi bi, ne vem, karkoli tudi bil lahko za GC, če bi se kaj tedaj zgodila. Ne. In se ne morajo glih hecati potem, da Del Toro dobi nekaj zaradi marketinga. Da imajo 2 na vrh. Ja, seveda. Tako da, lahko se je na koncu res pokazali to, kar že govorijo, da je on ta drug najmočnejši in da v ta prvi pa drug, pa prvi pa tretji na koncu. Prvi pa drug skoraj dvom, ampak mogoče prvi pa tretji, ampak ja, bomo videli. No. Sam je Del Toro isto obračal klena. Ja, sej vem, samo Del Toro bo mogel vleči Pogačarja, ko bo prišlo v najtežjih situacijah in on bo potem najverjetneje ne bo vlekel celega klanca, ampak bo nekje mogel
Ja, se strinjam. Ja, ne. zdaj, bo tam, ko bo odvil, zgubil 5 minut ali bo zgubil minuto ali par sekund, je pa drugo. Jaz sem včeraj gledala, je bilo zanimivo, Jorgenson je na koncu 6 minut fasu. Meni je bilo tako zanimivo, mislim, meni je to... Pa ja, se kaj pa boš delal? Če odpadeš, kaj Ne, ampak boš? tako, on je bil do zadnjega klanca zraven, a veš, pa pokrit 6 minut, mislim, tako Pa mi je ja, zanimivo, saj mi je to, ne ne, greš sploh. več pol, ja. Itak je že kasiral na kronometru. Ja, mislim, Tako da ampak mu je hočem vseeno. povedati, da koliko lahko kasiraš, no, tako. Kasiraš lahko, Ja. Pa ni bilo veliko kilometrov, a ne, Če ni se bilo veliko ustavil. časa. Ja, ne, to uneš v najlažji predstavi v zadnjem klancu. Ja, Da Glavno. greva, tale, zdaj poljaš četrta etapa, se pravi, to je v tork. Ta je tudi taka, kar ne veš, po moje bo breakaway, ne vem, ker to je, ne vem, etapa meni tako za kakšnega Karapaza ali pa ja, za kakšne take pančerje, lahko tudi hili, ne vem, zanimiva, no, da je definitivno, škoda, ker zdaj ne gledava, ker me prav zanima, koliko časa je trajal, da je ta Simons Saj ni več, zdaj je že grupa. Aha, je že grupa. In to močna. Aha, ok. Ker to po moje, jaz upam, da je spet, kot je bilo prejšnja leta, da so najprej 1 uro skakali, da je sploh grupa lahko kjera pobegnila. Verjetno, tako da. No. so skakali nekaj časa. Ta je po moje spet za breakaway, se pravi v torek, pol imamo četrtek. To Skaj pa upam, sreda, Aj, peta. Čakaj. Aha. Mora tudi kaj šprinterji dobiti najbrž, a ne? 7. Ja, no, se to so se pogovarjali za torek, no, se pravi, zdaj ima sreda je ta po moje, ki upam, da bo za šprinterje. Sicer so neki mehni klančki, ampak to, glede na to, da še kilometer ni, bojo že pršali čez. Tako da, ja, jaz mislim, da bo v sredo je za šprinterje, pa v petek. Daj mi povej, kakšna se ti zdi ta trasa? Težka. Težka. Ja, sem Ful. tako. A se ti zdi, da bi kle lahko... Ja, vse so že GC. pisali, ali bo Pogačar že tukaj pač prevzel rumeno majico, pa je držal do konca. Tudi to je bilo na tako, pač strokovnih, mislim, ne na kakšnih forumih, ampak to je že pisali, že ko se je trasa v bistvu delala Tour de France, bolj ko se je bližal, se to sprašujejo, no. Da bi lahko se tudi to zgodilo. Zdaj pa, kaj se pa bo dejansko zgodilo, je pa... Ja. Vse veš, koliko je to enih stvari, kaj se mora vse zgoditi, preden se za to vse odločijo. Kle, Sta dva že težka prelaza, Col d'Aspin, potem je Tourmalet, potem je dejansko samo spust in potem je spet zaključek na klanc. ja, sem ta zadnji klanc je tak bolj. Ne. Ja, se če bi že na Tourmaletu naredil razliko, ampak verjetno Ja, bi sej, mu Vingegaard tule sledil. razmišljam a ne. zdaj kot nek športen direktor, kako bi naredil, se pravi, a bi druge ekipe pustile, da bi, ne vem, od UAE šel Yates, rečemo že v bek, pa da bi bil z ubežniki, ali pa kaj na ta princip, a ne? Ali pa da bi se praktičen Del Toro, da bi skočil na Tourmalet gor, če mu Ben ne sledi, da gre pol Pogačar za njemu in pol probata nekako skup, ker mislim, da na ta zadnji klanc, ker je pač ja, to je povprečno je 3,7, to jaz mislim, da je Koliko je pa dolg? 18,7 km. Uf. Se pravi, pomeni, da če si ti v zadnji, pa da imaš ene, ki ti vlečejo, pa da delaš menjavo, se ti bo kar orang poznal. Ja. In zaradi tega mi je pač taka mal čudna Ja, težko je pa, da bi kar vsi prišli čez Tourmalet, a ne? Da bi kar cel peloton prišel čez Tourmalet, to se mi pa skoraj zdi malo, Ja. tudi ne vem, no. Bomo videli, da je definitivno je pa taka, meni je ja, zelo zanimiva, ali bojo kaplale ena pa po ena, ali bo pa po moje kar cel peloton praktičen, Šel čez. ja, prišel, ne vem, se cel, to govoriva zdaj kle v 10 Ja, kolesarjih. ali pa 20 mogoče. Ja. Teh, tako ki so da, res- ampak ja, taka zanimiva, taktično, predvsem za tiste, ki vas to še zanima, je vsaj meni taktično ta petkova mi je ful zanimiva in definitivno 100 km do cilja bo tole kar treba začeti gledati. Pa v soboto bo spet šprint,
pa v nedeljo bo tudi šprint, po moje. Tako da, čekaj, po moje, kao ponedeljek. So pa frej. Ne, v torek so frej. 12. klemen piše še etapa, je 12. ponedeljek. Če smo 6 plus 7, ne, 12 je nedelja. Aha, ok, pa sem vse za en dan zamešal. Se pravi, 12. v nedeljo je pa spet ena taka 3200 plus višincev, pa narezan k žaga. Tako da, kaj se je vkle zgodil, nimam pojma, ampak nek breakaway bo šel zihar ven, zaradi tega, ker so praktičen klanci od začetka, kategoriziranih je 1, 2, 3, 4, ampak je skozi gre gor dol. To je, kada bi se vozil, ne vem, po kakšnem otoku, ki je na Hrvaškem. Tako da, ja, ta se zna zgoditi, da bi bila lahko tudi zanimiva sploh. Ja, iz strani ubežnikov, pa če bi tole bilo v zadnjem tednu, kakšna predzadnja etapa, ali pa ja, Bi bili sigurno predzadnja, ubežniki. bi bila, ne, bi bila A zih misliš, da po bi moje bila? tudi kakšen GC. No dobro, predzadnja pa ta zadnja taka ni nikoli. Tako da. Pa ne, so že bile in glih na takih se kaj lahko tazga ne... Sam bolj predzadnje pa ta zadnje so vse krute, tako da zadnja leta, no. Mogoče Tako je bilo da- to bolj včasih. Evo, v ponedeljek je frej, povo pa naprej nadaljevala, ko midva snemava to v ponedeljek, pa šla pol v ponedeljek naslednji teden naprej. Se pravi, ti pričakuješ ta teden, da bo Tourmalet dal že neki dal. Ja, jaz bi sem, kot si rekel, je zanimiva, je zoprna, ampak mislim, da bo tako, veš kaj, malo podobna kot una lani, ki je šla kam, ki je Pogačar tako malo po nesreč skočil, pa se je bilo tudi v Pirenejih, ne. Pred kronometrom je bilo en dan, takrat, ki je potem naredil 2 minute razlike v Vingegaardu. A veš? Ne, zdaj se ne spomnim. Ne, se res ne spomnim. Bila je taka težka etapa in na papirju in na koncu je bil, kam so šli na Pere? No, So saj bili kar te povej, Pere saj sude, nima veze. meni se je bilo to. V glavnem tle je bilo to, da je pač Pogačar po nesreč pač malo je skočil, pa je pa videl, da Vingegaard naprejemlje, pa se je odpeljal, a ne. In mogoče bo kle tako malo sprobil, pa če bo videl, da gre Vingegaard za njemu, bo vse, ne vem. Ne mora, je pa definitivno bo to v tem tednu zagledati, mogoče zdaj je bila ta včerajšnja, ne, druga etapa v nedeljo zanimiva, tako že zdaj, ostale bodo mogoče manj in potem ta petkova, da bo najbolj saj zanimiva zagledati. Te šprinterske so pa hektične, so tudi zanimive, ampak vedno pač je v zaključku, tako da upam sam, da bodo vsi prišli čez celi in to je to. Ja, kle pri teh šprinterskih je mogoče še treba poudariti, da jaz nisem poznavalec glih prav Francije in je dober tiste, ki so mogoče malo bolj na odprtem. Je tudi dober jih gledati mogoče že zaradi tega, ker če se naredijo echeloni, takrat pa lahko sploh, da ne bo šprinterska etapa, ampak da bo kar za GC kontenderje, tako da je mogoče še to. Jaz teh krajev takole niti ne poznam. Ne vem točno, tudi jaz nisem zdaj videla, kje so točno tele, ampak mislim, da zdaj še niso v tem sredini Francije. Če so po sredini Francije, pa se zna to zgoditi, ja. Okay. Mogla tako čakaj, da- da vidim, čakaj, to so kjer etapa, sam po številkah mi povej, to so... Tu so etapa, se pravi. Ena je ob obali. 5, je se ob obali lahko piha. Kjer je to? Čakaj, kaj pa mi je to? Čakaj, sva midva skozi narobe govorila petek. Četrtek bo Tourmalet, ne? A sva skozi narobe govorila, ne? No, pa četrtek. A? 9. no. Jaz nimam kle napisan zraven. Kaj je Ja, to je četrtek. 9. No, Četrtek je to Tourmalet, četrtek. Vidiš, zdaj je dobro, da jaz to malo pogledam, kad ti govoriš. Pa se ti Ja. rekla v petek, se jaz A nisem sem jaz, nikoli. četrtek je ta Tourmalet in potem bo v bistvu grejo ob obali gor, tam bi pa že znal kakšen veter, bi ta šprinterska petek, ja. Ja. Tako da, evo, to, če bo veter pihal, pol zna biti definitivno to tudi zanimiv in pol pa še posebej zato, ker če bo po Tourmaletu prišlo,
Ne vem, jaz mislim, da ti športni direktorji vse gledajo tudi že malo za naprej in doskrat lahko tudi kaj šparajo, kakšne patrone od kakšnega kolesarja, zato ker pač tur je le dolg in ja, jaz mislim, da ne bojo skakali po nepotrebnem, če vejo, da se lahko kar orang ja, naredi, ker lahko zgubiš tudi 3-tedensko dirko zaradi echelonov, tako da ja. A ima še kaj ta teden? Ne, runde so. To je to. Izlet imamo klubski. Ja, Tako da, če niste v klubu, se hitro člante, da greste lahko z nami. vse to. Ja, ta bo kar lep. A Ja, moramo imeti dres approved? to, se ne vem, meni si to že vprašala, ne Ne. povem pa mersati. Aha. Priporočeno je, da se ima approved drese, če boste pa prišli v drugih, nič tam ven vas bomo vrgali, pa je to to. Okay. A pol Ne, je, lahko a je je pol vsak tudi, a je pol oblečen, tudi kaj kakor za želi. pojest, ko končamo? Ti si lahko naročiš, kar češ. A ja, si moram naročiti. Aha, navkašna pica, da te kapa to. Ja, tudi ja ne vozijo, veš. Ja, ne vem, kaj drugega, se valjda imajo povzeli, zato še kaj prepelajo. Ja, ne vem. Sem approve bi lahko ne neki počastil. O, še ti pa tvoj sta ista, to je pa noro. No, v glavno vprašajte, leta, če kaj za jesti. Ja. Sončki se vidimo na rundah, pa v soboto pol na ja, na prvem klubskem izletu. Kaj sem še hotel dodati? Ne vem, pa naju ni več in boš ti same v 20 leta. Še to. The best. No, takrat tisti, ki nočete poslušati Takrat skozi pa sam jamranja, 10 vas lahko pride. Tako hitrih. Ne. Vse bomo šli počas. Jaz sem skozi za to počasno grupo. Čakamo še kaj. Nekaj se mi zdi, da sem pozabil, pa ne vem kva. Ja, ne vem, a si nisi nič zapisal, daj Ja, pogledamo v sem, svoj si blokac nisem. noter. Okay. Nič, sončki, do naslednjič, uživite, se vidimo, če se kaj pozabila. A ja, črne kolesarske hlače, to me vsi jamrate skozi, kdaj bojo prišle, zdaj so kle. Veliko, saj GT so praktično razprodane, STR so pa, ja, jih je še kar nekaj na zalogi, tako da če kdo rab, se oglasite. Nič, do naslednjič. Čau. Čau.